Pozdravljeni. Nekaterim navijaškim skupinam so zadeve ušle malce iz rok, vsaj tako bomo videli v tem prispevku, ki je zopet posvečen tej problematiki navijaštva v sodobni Formuli 1, kjer se vse bolj navija proti, namesto da bi se navijalo za. Verjetno sem marsikomu izmed vas pošteno nadležen. Namreč v preteklih mesecih sem mnogokrat poudarjal, kako je treba navijati za nekoga in ne proti nekomu drugemu. In pravzaprav se strinjam s tem, da vsakdo izmed nas ima pravico izbrati si tistega voznika, tisto ekipo, ki mu je najbližja, najljubša. Po drugi strani način, kako se navija za najljubšo ekipo in najljubšega voznika, je seveda svoboden. A to ne pomeni, da moramo svoje frustracije, svojo jezo usmeriti proti nekomu drugemu. Na kanalu smo govorili, kaj se je dogajalo na nekaterih evropskih prizoriščih, ko so določene skupine prestopile tisto mejo dobrega okusa. In tu s prstom nočem kazati na tako imenovano oranžno armado. Tudi oni so udeleženi v razne incidente, ampak lahko bi dejali tako kot marsikatera druga skupina. A danes bomo videli, da pravzaprav na ameriških tleh se je zgodilo nekaj najmanj singularnega. Namreč skupina, ki navija proti, tokrat navija proti Maxu Verstappenu. In za koga navija, koga podpira ta izjemno široka skupina ljudi, njegovega moštvenega kolego, Sergija Pereza. Max Verstappen ter Sergio Perez zagotovo nista taka antagonista kot, na primer, Ayrton Senna in Alain Prost v McLarenu konec 90-ih let prejšnjega stoletja. Namreč jasno je vsakomur izmed vas, da v tem trenutku Sergio Perez ni niti tako hiter kot Max Verstappen, da bi ga ogrožal za zmage. Ima težave priti na zmagovalni oder in verjetno Max Verstappen niti nima priložnosti, da bi ga oviral. Razni novinarji govorijo o tem, kako Sergio Perez je na izhodnih vratih iz Red Bulla in verjetno nekateri so začeli malce zgodbe napihovati. Namreč Max Verstappen zagotovo ni glavni sovražnik Sergija Pereza. Sam menim, da glavni sovražnik Sergija Pereza je Sergio Perez sam. A v Mehiki so začeli s pravo kampanjo, da bi preprečili podobne izgrede. Zavedati se moramo nekega dejstva, da v tem trenutku Sergio Perez je v Mehiki viden povsod. Vidimo ga lahko na raznih plakatih na letališču, nato je prisoten v televizijskih reklamah, v časopisih, v radijskih oddajah. Formula 1 v Mehiki, kot je verjetno razumljivo, je Sergio Perez. In podporniki, predvsem mehiški navijači, si želijo, da njihov idol zmaga. A svojo jezo, ker se to ne dogaja tako pogosto, so usmerili k njegovemu moštvenemu kolegu, ki je res eden izmed največjih talentov, ki smo jih imeli možnost videti v zadnjih desetletjih, ampak po drugi strani, nažalost, Perez ni kos Maxu Verstappenu, da bi bil, bodimo iskreni, konstantno drugi za njim. A zadeva je prišla v takšno fazo, da so bili organizatorji prisiljeni pravzaprav z neko medijsko kampanjo, ki bi preprečila navijanje proti v primeru Maxa Verstappena. In tudi tu so se izkazali za izjemno nerodne.
Sergio Perez v takšni kampanji ne more sodelovati, zato so priklicali Juana Manuela Correo, vsaj tako govorijo časniki. In verjetno nekomu se bo zdelo to prava izbira. Juan Manuel Correa je znan po tisti hudi nesreči iz sezone 2019, ko je priletel v tragično preminulega Antoana Huberja na progi v Spaju, ko se je organizirala dirka Formule 2. Juan Manuel Correa je v Formuli 2, seveda za licenco Združenih držav Amerike, rojen je pa v Ekvadorju. V vsakem primeru ni Mehičan. In seveda poudarjati to, da je Sergio Perez nekako vreden moštveni kolega Maxa Verstappena, da je cenjen v ekipi Red Bulla, je seveda dober poizkus, da bi zadeve pomirili. A dvomim, da na tribunah, ki bodo čez nekaj ur začeli spremljati dogajanje okrog velike nagrade Mehike, ne bomo videli raznih transparentov, raznih navijaških rekvizitov, ki bodo morda uperjeni celo proti Maxu Verstappenu. Verjetno Maxa Verstappena to ne bo zmotilo. Konec koncev ima izjemno močan karakter, ampak mi, navdušenci, se lahko začnemo spraševati, pravzaprav, kaj se dogaja v Formuli 1, kjer se določene struje, določene skupine nekako usmerjajo v neke imaginarne nasprotnike in si izmišljujejo zgodbe. Po drugi strani verjamem, da Helmut Marko bo izvižgan, ukolikor se bo pojavil v javnosti na veliki nagradi Mehike, kar po mojem osebnem videnju je razumljivo in opravičljivo. Helmut Marko je znan po tem, da ima dolg jezik, ki ga ne zna držati za zobmi, in privoščil si je malce preveč. Ampak Max Verstappen v javnosti nasproti Sergiu Perezu ni napravil nič kaj takega. Seveda spomnimo se finala iz sezone 2022, ko mu ni hotel pomagati. Ampak če je to glavni razlog za ta srd, mislim, da Formula 1 se mora za trenutek ustaviti in razmisliti. Namreč sam verjamem, da bodo režiserji prenosov cenzurirali razne akcije, razne napise, razne žvižge, ki bi jih lahko slišali na progi v Ciudad de México. A po drugi strani bomo videli, da na ovinkih, ki sestavljajo progo bratov Rodriguez, Perez, vsaj po mojem videnju, zopet ne bo na nivoju Maxa Verstappena, čeprav gre za njegovo domačo dirko, kjer bo imel največjo podporo iz strani tribun. A s tem, ko bodo njegovi podporniki navijali proti Maxu, bodo njemu, Perezu, delali neke vrste medvedjo uslugo. Če je imel prej težave v Red Bullu, jih bo imel potem še večje. In zavedajmo se nekega dejstva. Perez v tem trenutku nima kam iti. Dvomim, da se bo zadovoljil s sedežem v kakšni minorni ekipi. Namreč na začetku svoje kariere je bil v ekipah, ki so bile v ozadju. Sedaj je končno prišel tam spredaj, okusil večkrat zmage na dirkah za veliko nagrado Formule 1 in temu statusu se ne bo kar tako odrekel. Če bi njegovi privrženci, njegove navijaške skupine rade napravile uslugo svojemu junaku, bi tokrat res morale začeti navijati za in ne proti. Kajti v tem primeru bodo samo nekako izživljali svoje frustracije in ne bodo pomagali svojemu junaku. Pri Red Bullu, ukolikor bo prišlo do kakšnih izgredov, bodo imeli samo razlog več, zakaj Pereza zamenjati. Čeprav v zadnjem komentarju novic smo govorili prav o izjavi Christiana Hornerja, ki trdi, da vsaj še v naslednji sezoni bo Perez ostal lepo na svojem mestu. A za danes, seveda, bo to vse. Hvala za vašo pozornost.
in nasvidenje.